Pozdravljeni! Pred vami je uvodni prispevek za veliko nagrado Štajerske in tudi tokrat bom skušal zaobjeti vse tiste zanimive informacije, katere nam bodo vsem skupaj pomagale razumeti ta vikend, še preden se bo akcija na progi pravzaprav začela. Na začetku se bomo malce ustavili pri imenu te velike nagrade. Namreč teden dni pred veliko nagrado Štajerske je bila velika nagrada Avstrije, a na istri progi Red Bull Ringu. Zakaj je potreba torej zamenjati, dati drugačno ime tisti drugi dirki? Tradicionalno pravilnik Formule 1 prepoveduje, da bi imela ena država dve veliki nagradi v eni sezoni. In zato smo tudi v preteklosti dostikrat naleteli, da je bila tista druga velika nagrada imenovana nekako drugače. Naprimer, velika nagrada Evrope je bil eden izmed takih primerov. Ali naprimer tudi velika nagrada San Marina po svoje, kajti Imola ni v San Marinu, temveč je v Italiji. Naprimer, velika nagrada Liechtensteina in tudi velika nagrada Švice je bila pogostokrat izvedena izven meja te države, kajti v Švici je bila prepoved organiziranja dirk v določenem obdobju. A vrnimo se na tisto zgodovinsko zgodbo, katera mislim, da je povezana z mnogimi zadevami, katere smo govorili v prejšnjem tednu in tudi v preteklosti. Spomnimo se, kaj se je zgodilo na veliki nagradi Avstrije leta 1975. Presenetljiva, razburljiva, pomembna in tudi tragična dirka. Marsikomu izmed vas ime Mark Donohue ne bo povedalo nič, a v svojem obdobju je bil eden od najbolj vsestranskih voznikov, predvsem v Ameriki. Tam je kraljeval tako v bolidih, naprimer za 500 milj Indianapolisa, kot v seriji Can-Am, v NASCAR-ju in tako naprej. Bil je nekako hišni voznik ekipe Penske. A Roger Penske se je odločil, da bo prišel v Formulo 1 in to je storil leta 1975. Prepričal je svojega najboljšega voznika, Marka Donohua, da se nekako vrnil z upokojitve in skupaj sta šla v to avanturo. Sicer tista prva šasija ekipe Penske ni bila uspešna, sredi sezone so jo nekako zamenjali šasijo proizvajalca March 751. In na veliki nagradi Avstrije, na zadnjem prostem treningu, se je zgodila Marku Donohue nekako bizarna nesreča, saj gledano iz današnjega zornega kota. Na najhitrejšem ovinku takratne proge, imenovane Österreichring, mu je popustila pnevmatika in zletel je v zaščitno ograjo. No, pri tem je praktično podlegel poškodbam varnostni obcestni delavec, katerega so zadeli razni drobci, katere je spravil v zrak Mark Donohue. A on je dobil močan udarec v glavo. Sicer ni jasno, ali je priletel v tisti lesen stebriček, kateri je držal po koncu reklamno tablo, ali je z glavo zadev v to obcestno ograjo. V glavnem, imeli smo že prvo smrtno žrtev tistega vikenda, kot sem omenil, varnostnega delavca. A Mark Donohue je zgledal, da z njim bo vse v redu. Imel je močan glavobol, a ni kazal nobenih poškodb. Problem je bil, da ta njegov glavobol je postajal z ure v uro hujši. Odpeljali so ga v bolnišnico v Gradec, tam je padel v komo in drugi dan po tej malce čudni nesreči je podlegel poškodbam. Tako da moramo razumeti, da danes po skoraj vsakem trku, vsaki nesreči gredo vozniki na zdravniško kontrolo, kjer zdravnik potrdi, da je z voznikom vse v redu. A vrnimo se na dirko na veliko nagrado Avstrije leta 1975. Tudi ta po tem tragičnem dogodku ni minila brez presenečenj. Namreč že na začetku, ko so se vozniki postavljali na štartni razpored, so se prikazali nevihtni oblaki. Štart so zamaknili za 45 minut,
da bi lahko vozniki zamenjali tiste pnevmatike za suho progo s tistimi za dežno progo. Na pole positionu je bil lokalni junak Niki Lauda. In seveda bil je tudi vodilni v skupnem razporedu, torej boril se je za naslov svetovnega prvaka. In po štartu se je takoj videlo, da nastavitve Ferrarija Nikija Laude niso bile primerne za tisto nevihto, katera se je spustila nad progo. Takoj so ga začeli prehitevati mnogi, med katerimi James Hunt, kateri je prišel na vodilni položaj. A tudi pri Huntu ni bila sreča na njegovi strani, namreč njegov Ford Cosworth DFV je tekel samo na 7 cilindrov. Situacijo je izkoristil do takrat skoraj neznan voznik, Vittorio Brambilla, tisti, ki je vozil za tovarniško ekipo March. Bil je najstarejši takrat prisoten na dirki, star 37 let. Že na štartu se je pognal v tisti oblak dežja, katerega so dvignili vozniki pred njim in jih kar nekaj prehitel. Prišel je v vodstvo in zdržal do 29. kroga, ko so dirko prekinili. In ni znano, ali od veselja, ali zaradi tega, ker je izgubil oprijem, takoj potem, ko je prečkal cilj, je Vittorio Brambilla zadev v varnostno ograjo. Bila je to prva zmaga ekipe March in edina za Brambillo, čeprav je štela le polovico točk. In Vittorio Brambilla je znan tudi po svojem malce komičnem nadimku. Namreč on kot karakter je bil izjemno robat, lahko bi rekel mačo človek, katerega so v boksih klicali Vittorio Brambilla Monza Gorilla. A na tem zmagovalnem odru smo videli kar nekaj junakov Formule 1, katere smo srečali v naših zgodbah. Kot sem povedal, na najvišji stopnički Vittorio Brambilla, na drugem mestu je bil James Hunt, na tretjem mestu je bil pa Tom Price. No, o Tomu Priceu smo govorili pri veliki nagradi Avstrije, pri tisti tragični nesreči na veliki nagradi Južne Afrike leta 1977. Seveda, bližnjica je v opisu, da ne bo problemov. Niki Lauda je prišel čez cilj kot 6., dobil je le pol točke, a te pol točke je bilo izjemno dragocene. Namreč z te polovičko točke je imel 17,5 točk prednosti pred svojim najbližjim zasledovalcem, ki je bil Carlos Reutemann, kateri ni osvojil točk na tej dirki. Torej, na naslednjih 2 dirkah mu je bilo dovolj osvojiti 1 točko in biti tako matematično svetovni prvak. Tudi pol točke šteje, kar je dokazal Niki leta 1975 in tudi kasneje leta 1984. A vrnimo se na današnji čas, na leto 2020, in če primerjamo grafiko, katero je pripravil Pirelli za veliko nagrado Štajerske, jo primerjamo s tistim, kar smo videli prejšnji teden za veliko nagrado Avstrije, bomo videli, da razen zastave, imena in datuma izvedbe ni nobenih razlik. Nobenih razlik ni niti pri mešanicah pnevmatik in seveda izbor pnevmatik je določen vnaprej za vse dirke enak in za vse voznike enak. Torej, ukolikor koga zanimajo lastnosti proge in tista moja napoved, kaj bi lahko iz tega sklepal, ga prosim, če lahko pogleda tisti uvodni prispevek za veliko nagrado Avstrije. Bližnjico ima kot ponavadi v opisu. Opravičujem se, a ne rad ponavljam enih in istih zgodb, kajti izgledalo bi, kot da ne poznam nič drugega. Zato se raje posvetimo tistemu, kar bi se lahko spremenilo v tem vikendu. Namreč vremenska napoved je nekoliko drugačna. Ukolikor pogledamo to grafiko, bomo opazili, da v petek bodo temperature izjemno visoke, višje od tistih, ki smo jih videli na primer na dirki. V soboto za kvalifikacije bo prišla hladna fronta z nevihtami. Ne samo nižje temperature, temveč možnost padavin. Seveda, gre za napoved, videli bomo, ali bo držala. In v nedeljo sicer sončno brez padavin, a z bistveno nižjimi temperaturami od tistih, ki smo jih videli na primer prejšnji teden na veliki nagradi Avstrije.
Seveda, bolj točen in bolj podroben bom v tistem drugem prispevku iste serije, tistim pred kvalifikacijami, v katerem bom obdelal vse tehnične novosti, ki so jih ekipe pripravile za to drugo dirko, in seveda tu pričakujemo kar nekaj sprememb pri SF1000, ter seveda s tistim, kar se bo dalo razbrati iz prvih dveh prostih treningov. Toliko zaenkrat za uvod v veliko nagrado Štajerske. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.